Seat ima v ponudbi en velik družinski avto, po mojem ga vsi poznate. Alhambra se imenuje. Ampak tisti je preveč podoben kombiju. Večini voznikov se zdi dolgočasen, čeprav je v resnici super avto. No, zato je zdaj tukaj Tarako. Podobno velik, prostora je tudi tukaj ogromno, predvsem pa je v skladu z vsemi najmodernejšimi trendi. Saj veste, da izgleda terensko, da se sedi visoko, da so notri moderni zasloni. Ja, Tarako ima pri vseh teh zadevah kljukico, zato bo zelo zanimiv. Tole je več kot 4,70 m dolg avto, zato vam ni problem spraviti 7 sedežev in cele družine peljati na en tak fin izlet po moji rodni Štajerski. Priznam, da tule nisem bil še nikoli, tako da nimam pojma, kaj me čaka. Ko je rekel urednik, da imamo baje ful lep framski slap in da ga moramo vključiti v prispevek, sem bil prav ono. Hä? Se tam ne bo res nekaj, le? Ni slabo. Dejansko si splača malo pretegniti krake, ker je čisto blizu ceste proti Arehu. Slab skal samo tudi rečejo, ker teče prek tele temne stene. No, gremo dalje. Še en cilj sem si zastavil na današnji dan, pa čeprav je tukaj na Pohorju toliko lepih stvari za videti, da bi rabil vsaj 2. Recimo skoraj 62 metrov visoka Zgermova smreka na Orlici, ki je tudi najvišje drevo v srednji Evropi, pa več kot 500 let star dolarjev kostanj. Ja, zato so ceste tukaj izpeljane samo po gozdu, ker je tako gosto poraščeno. Tukaj na Makadamu sicer ne pride do izraza, ampak Seat se je pohvalil, da je Tarako eden bolj zanimivih SUV-jev za vožnjo. Ne bom rekel športen, ampak občutek je dober, čeprav gre za veliko zadevo. No in tale se super znajde v gozdu s svojo, kot ti pravijo, kamuflažno barvo. Po 2-litrski turbodizel s 140 kW, to je 190 konji in 4-kolesni pogon sta verjetno vedno na spisku želja, ko kupujete tak avto. Važno, da vas pripelje do cilja, ne glede na to, kako umazan je. No, od tule naprej pa bo treba še malo peš. Aha, evo ga, Črno jezero. Moram zdaj malo bolj potiho povedati, da so tukaj na Pohorju številna močvirja in barja, če boste kdaj koga v Ljubljani zmerjali, saj veste s kom. Sicer pa je tole umetno jezero, ker so zajezili potok. In čeprav je voda čista, izgleda črno, ker je spodaj polno mulja, notri pa baje živi povodni mož jezernik. Ni ga, hecam se. No, zdaj veste, kam boste peljali svojo deco v naravo naslednji vikend? Tudi, če niso štajerske, jim ne bo hudo. Če ne, jim pa obljubite pohorsko omleto, da bo ziher. Oh, je svinjski.